Po mestu že vse prijetno diši po kostanjih in marsikoga vonj po jeseni premami. S kakovostjo kostanjev na stojnicah so Mariborčani zadovoljni. Dostikrat greste po kostanje, kakšni so letos, so dobri, ste že probali? Prvič zdaj sem vzel, prvokrat. Tam parkiran, ker grem za Lenart in sem mislil, hočem pečene kostanje vzeti. Poskusila sem, ampak so res sladke in dobre. Cena je malo bolj draga, ampak malo, če si privošči, vse 3-4 pa gre, ne. Pa vi si boste drugače kupili, tukaj si kupite na stojnicah kostanje? Ja, včasih si kupim, ja. Na mesto sendviča se kupi kostanje. Ste zadovoljni s kvaliteto? Dobite kakšne črvive ali so zdravi večji? Zdravi so. Poglejte, ravno imam v rokah. No, včasih so res dobri, včasih so pa malo manj dobri, pač to je tako. Pa nič za to, ne? Ja, težko kaj reklamiraš človek, no. Kako se vam pa zdi, kaj cena? Ja, cena je sicer kar visoka, sam dobro, no. Recimo, so pa tudi stroški, a ne. Po pripovedovanju Džemalija Lokmanja, ki kostanje v bližini glavnega mostu peče že več kot 20 let, mu še vedno veliko težavo predstavlja pridobitev lokacijskega dovoljenja. Lokacijo treba dati dinar v džep, pa potem pa dobiš papir. Koliko stane to mogoče? Ne, ono što zame država, to nije drago. Lokacija samo u džep moraš dati organima koji imaju svojo posao. Kot pravi, so ga lani zaradi tega inšpektorji pogosto obiskovali. Letos še jih ni bilo. Pa pride neki put, pride pogledat, jel režemo dobro ili pečemo dobro, ili imamo pare ili nimamo pare. Pa tudi kaj kvaliteto kostanja pregledali? Ja seveda, kostanje tudi mora biti lepe, debele, ne drobne. Manj težav z najemom prostora ima Salija Zajim, ki za lokacijo ob Trgu Svobode plačuje med 300 in 400 evri. Hvala Bogu, da je inšpekcija, ker brez tega so. Pa kaj pa gledajo, kaj sprašujejo? Nič, gledajo papirje, gledajo rečemo vse, kak mora biti. Kot pravita Lokmani in Zajim, bosta kostanje pekla še do Božiča. Najprej bodo na vrsti domači kostanje okoliških kmetov, ko teh zmanjka, pridejo na vrsto italijanski maroni.